Pozdravljeni ob slovesnem dogodku postavitve križa in blagoslova ikone Svete Katarine na Goriškem hribu, ki nosi njeno ime. Zamisel, da bi na mestu, kjer je stala cerkev Svete Katarine, postavili znamenje, se je porodila našemu pokojnemu duhovniku, prijatelju in bratu Bogdanu Vidmarju, ki ga je škof imenoval za vikarja v programu Evropske prestolnice kulture. Naročil nam je, naj speljemo zamisel do njene uresničitve. Zato smo danes tu in gospod Bogdan z nami. Naša slovesnost naj bo torej sveta, kulturna, zgodovinska in spominska. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali uresničiti Bogdanov načrt. Prisluhnimo najprej molitvi o križu, ki je na njegovo željo pripravil gospod Alojz Grahor. Na kraju, kjer se včeraj spleta z danes, znamenje stoji. Za jutri, preprosto, tiho, obsijano. Križ nebo odpira nad ranjeno zemljo. Poti združuje razdeljene in spominja. Bolečina ni beseda zadnja. V senci se njegovi srečajo obrazi. Podajo si roke, vsi, ki sredi teme iščejo luči. Izvira z križa odpuščanje, kakor voda iz razpoke skalne in upanje kot zarja, ki se noči več ne boji. Svetloba križa govori, smrt se skriva pred življenjem, sovraštvo se ljubezni umika in človek pred človekom, bratu brat postaja. Hvala. V nadaljevanju nam bo zgodovinar dr. Jernej Vidmar Bašin razložil, kaj se je na tem hribu dogajalo v naši preteklosti. Lep pozdrav vsem. Torej, z bežnim pogledom lahko opazimo, da se hrib Sveta Katarina, oziroma bolj natančno 322 metrov visok škol v pobočju Škrabrijela, na katerem se danes nahajamo, dviga nad ozemljem, kjer se stikata Vipavska in Soška dolina. Pomembnost tega prehodnega širšega prostora so se zavedali že davno. Že langobardski pisec Pavel Diakon piše, da je Italija s severa dobro zaščitena z Alpami, za zahoda in juga z morjem, za vzhodne strani pa, kjer se dotika Panonije, je širok in zelo raven dohod. S tem je mislil Vipavsko dolino, vrata v Italijo. Skozi ta prostor so Rimljani za časa cesarja Avgusta, ko so zgradili kamniti most čez Sočo pri Majnici, južno od Gorice, na cesti Aquileia-Emona, osvajali zahodni Balkan in Podonavje. Zgradili so cesto, tu čez so v času pozne antike v Italijo prodirala barbarska ljudstva, Goti, Huni in drugi. Skozi ta prostor so se v 6. stoletju iz Panonije v Italijo preselili Langobardi. Kasneje so prišli Avari, Slovani, konec 8. stoletja še Ogri ali Madžari. Zaradi te izjemne naravne strateške lege nad dolinama Vipave in Soče je bila Sveta Katarina mikavna za človeka že v pradavnini. Arheološke raziskave so pokazale, da je bil hrib poseljen, utrjen že v bronasti dobi, sredi 2. tisočletja pred Kristusom. Takrat so v Evropi nastale utrjena naselja, imenovana gradišča ali kašteljeri, ki so bila grajena na težje dostopnih vzpetinah, podobnih kot je ta. V času te kašteljerske kulture so takratni prebivalci naselbine na Sveti Katarini utrdili z mogočnim več kot 3 metre debelim suhim zidom. Zid je stal na severni, ravninski strani, ki je bila najbolj ranljiva. To je območje za današnjim gostiščem Kekec, kjer gre cesta proti Škrabrijelu in naprej proti Prevalu. Tisto smer. Prav tu so še pred prihodom Rimljanov na Sveto Katarino vodile stare trgovske poti, ki so preko Bajenške planote povezovale zgornje Posočje z Vipavsko dolino in Furlanijo. Prostor Svete Katarine je bil nato ponovno utrjen v železni dobi.
V železni dobi je stal v 4. stoletju pred Kristusom keltska utrdba, najverjetneje keltskega plemena Ambizontov, ki so poseljevali Soško dolino. O prisotnosti keltskih vojščakov pričata tudi dva grobova, ki so jo leta 1915 odkopali avstro-ogrski vojaki, ko so utrjevali ta del soškega bojišča. Našli so posmrtne ostanke 2 železnodobnih keltskih vojščakov, pokopana sta bila s sulico in bronasto čelado. Sveta Katarina je bila zanimiva tudi za Rimljane, ki so jo ponovno utrdili, tokrat z obzidjem in stolpi, zidanimi z malto. Še posebej je postala za Rimljane pomembna konec 3. in začetku 4. stoletja, ko so Italijo z vzhoda že ogrožala barbarska plemena in so se začela za rimsko cesarstvo temna, negotova stoletja. Takrat so za obrambo Italije zgradili sistem utrdb, ki je potekal od Tarsatike reke preko Krasa, vse tja do Zilje na Koroškem. Imenoval se je Claustra Alpi Iuliarum ali zapora Julijskih Alp. Pomembni centri so bili Kastra, Ajdovščina, Hrušica, Lanišče. Tudi na Sveti Katarini, ki je bila v zaledju te rimske vojne krajine, je bil takrat pomemben rimski kastel. Sveta Katarina je bila naseljena še v langobardski dobi, v 7. 8. stoletju. Langobardi so po letu 568 v Italiji ustanovili svoje kraljestvo s sedežem v Paviji. In prav na tem širšem področju, kjer se nahajamo, so Langobardi postavili sistem utrdb kastelov, ki je varoval vzhodne meje Langobardskega kraljestva predorja Varov in Slovanov. Taka kastela sta bila Fara pri Majnici, ki je varovala star rimski most čez Sočo, in Sovkan, takratni Siliganum. V Sovkanu na poljih nad Sočo so našli več langobardskih grobov, za katere se domneva, da bi lahko pripadali vojaški posadki Sovkanskega kastela. S tem se tudi postavlja vprašanje, kje je resnično stal ta Sovkanski grad. Nekateri priznani arheologi, kot je Drago Svolšak, ki je tudi najbolj raziskoval Sveto Katarino, so postavili domnevo, da naj bi nekdanji Sovkanski kastel, grad, omenjen v darovnici Otona III. Iz leta 1001, kjer se prvič omenja Sovkan kot kastelum s Siliganum, stal na Sveti Katarini. Vendar arheološke najdbe, ki bi dokazovali, da je tu stala utrdba tudi še v 11. stoletju, teh ni. Utrjeno naselje na Sveti Katarini z obzidjem, stolpi, hišami je danes težko prepoznavno. Zob časa je naredil svoje. Tukaj so v prvi svetovni vojni potekali hudi boji za Škabrjel. Zasi huda je bila 11. soška bitka, ki velja za en največji spopad na slovenskih tleh. Območje so devastirali tudi nepremišljeni posegi ideološke narave po drugi svetovni vojni. Leta 1953 so v samem jedru nekdanjega gradišča zgradili planinski dom Kekec. Leta 1959 podrli cerkev Svete Katarine. Gorenjski Kekec je po krivičnem pohodil ime Sveta Katarina. A še v 17., 18., 19. stoletju so bile ruševine utrdbe močno vidne in so očitno delovale zelo mogočno. O tem nam pričajo številni pisci. Najstarejši je jezuit, erudit pater Martin Bavčar, ki je ruševine opisal v svojem delu Zgodovina Norika in Furnije iz leta 1663. Bavčar omenja visoke zidove z razpadajočimi stolpi. Omenja, da so v ruševinah leta 1660 našli mnogo zlatih novcev. Bavčar celo fantazijsko ruševine na Sveti Katarini primerja kot ostanek Noreje, torej prestolnice keltskega noriškega kraljestva. Za njim so o mogočnih ruševinah na Sveti Katarini pisali še advokat Ciprijani leta 1796 in zgodovinar Simon Rutar leta 1895. Oba poročata o najdbah rimskih in celo grških novcev ter rimskih nagrobnikov. Omenjena darovnica Otona III. Iz leta 1001 omenja Sovkan na prvem mestu kot upravno obrambno središče, na drugem mestu vas Gorico. Iz podarjenega ozemlja v listini
ki je obsegalo področje Ožje Goriške med Sočo, Vipavo, Vrtovinom in Trnovsko planoto, se je kasneje pod goriškimi grofi izoblikovalo jedro dežele Goriške. To ozemlje je cerkveno upravno pokrivala Solkanska pražupnija, prafara, ustanovljena že pred letom 1000, ki velja za mati večino župnij na Goriškem. Iz nje je išlo več kot 30 današnjih župnij in še ogromno podružničnih cerkva, med temi tudi Sveta Katarina, ki je bila vedno tudi Solkancem zelo blizu. Prav zanimivo je, lahko nekdo pomisli celo na božji načrt, da je v 80 letih takrat mlad fant, Solkanec Tadej Komavec, ob gradbenih delih v domačem vrtu v jedru Solkana, v neposredni bližini cerkve svetega Štefana, nekoč središča solkanske prafare, našel najstarejši predmet povezan s krščanstvom na Goriškem. Gre za oljenko s Kristusovim monogramom, ki nam priča, da so na Goriškem kristjani živeli vsaj že pred 1500 leti. Prav ta mala oljenka z lučjo, ki jo oddaja, prinaša naši tukajšnji mali, oslabljeni, včasih že nebogljeni krščanski skupnosti miru in novega upanja, in to v največji meri po zaslugi pokojnega prijatelja Bogdana Vidmarja. Hvala. Hvala. Bogoslov je tudi pesem, kajti kdor poje, dvakrat moli. Poleg tega je danes god svete Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev. Zapel nam bo združeni cerkveni pevci iz goriških župnij in okolice pod vodstvom Andreja Filipiča, na orgle jih bo spremljala Milena Prinčič. Hvala. Ker se na tem kraju nekoč molili naši predniki, nam bo zgodovino porušene cerkve predstavil dr. Vojko Pavlin. To kratko predstavitev posvečam spominu na tu pokopane prednike. Terezijanski kataster, ki ga je dala izdelati avstrijska vladarica Marija Terezija pred 275 leti, pravi, da se je cerkev Svete Katarine z manjšim naseljem nahajala na Krascah oziroma pri Gradišču, torej na samem robu prazgodovinskega oziroma poznorimskega gradišča. Že v tem zgodnjekrščanskem obdobju je tu ali nekje v bližini morda stara cerkev. Mogoče se je nahajala na kraju današnjega gostišča Kekec, kot sumi arheolog Drago Svožak, ki mu dolgujemo poznavanje arheološke podobe Griča.
Tukajšnja cerkev pa je v vsakem primeru stala že v srednjem veku. Najstarejša znana pisna omemba seže v leto 1466, je pa cerkev gotovo še kako stoletje ali več starejša, kar bi utegnila potrditi tudi stara romanska osnova prezbiterija. V tem letu se omenjata dva ključarja iz vasi Stran, ki sta v gospodarsko-finančnem smislu skrbela za cerkev. Stran je staro ime za Kromberk vse tja do 17. stoletja. Cerkev je bila namreč, čeravno podružnica solkanske župnijske cerkve svetega Štefana, osrednje sakralno in siceršnje središče Kromberka. Ob njej je bilo vsaj že sredi 16. stoletja pokopališče, kamor so pokopavali vaščane, deloma vse do prve svetovne vojne. V neposredni soseščini je obstajalo tudi manjše naselje 3 hiš. 2 cerkveni kolonski hiši sta vztrajali do prve vojne. 3. je bila komunska, tam so urejali cerkvene in vaške zadeve. Lahko je tudi služila duhovnikom, ki so tu priložnostno maševali. Tako je na primer v njej leta 1797 umrl duhovnik domačin Štefan Bone in bil pokopan na tem pokopališču. Verjetno bo za marsikoga presenetljivo, da je bila cerkev v zgodnjem obdobju pravzaprav Marijina in se je šele v 18. stoletju nekako preimenovala v cerkev Svete Katarine. Glavni oltar v prezbiteriju je bil namreč posvečen Sveti Mariji. V levem kotu ladje pa se je nahajal stranski oltar Svete Katarine, ki se omenja že leta 1570. V njem je bila tedaj že zelo stara oltarna slika svetnice, potrebna obnove. Kult Svete Katarine je bil sploh zelo razširjen v cerkvah, ki so zrasle na ali ob starih gradiščih. V Kromberku je k češčenju svetnice pripomoglo delovanje bratovščine Svete Katarine. Kot je bilo značilno za cerkvene bratovščine, je ta skrbela tudi za karitativno plat življenja. Zanimivo je, da so se prej člani bratovščine zbirali pod okriljem svetega Gabriela, pač sledeč zavetniku cerkve na Škabrielu, ki je ob cerkvi Svete Trojice prav tako spadala pod kromberško cerkveno upravo. Opravilni zapisnik iz leta 1757 navaja 19 rednih maš letno, ki so jih bili dolžni tu opraviti solkanski duhovniki, predvsem na Marijine praznike. Posebej praznično je bilo 25. novembra na god Svete Katarine. Dneva posvetitve cerkve so se spominjali na nedeljo po Svetem Martinu. Tu mimo se je 25. maja na god Svetega Urbana vila iz Solkana procesija na Škabriel. Po opustitvi cerkve Svetega Primoža na Fadigovšču so semkaj prišli v procesiji na nedeljo po nebohodu. Morda tudi na Mali Šmaren, ko se je procesija vila iz Solkana mimo Svete Trojice do kapele Marijinega rojstva v Koroninjevem gradu. Po ustanovitvi kromberškega vikarijata leta 1872 je postala cerkev podružnica novega cerkvenega središča ob novozgrajeni cerkvi Marije Tolažnice. V precejšnji meri je finančno pripomogla k njegovemu nastanku. Njeni dohodki so bili namreč kar znatni, služilo je nekje 35 hektarjev, sicer večinoma manj kvalitetne zemlje, in 5 kolonskih hiš, poleg 2 ob cerkvi, še ena pod Škabrielom, ter domačiji v Kramarci in pod Prevali. Cerkev Svete Katarine je pred prvo svetovno vojno skupaj s prezbiterijem in odprto pritlično lopo zvonika merila v dolžino 18,5 metrov. Zvonik s piramidalno streho in z 2 zvonovoma se je namreč dvigal pred cerkvenim pročeljem in je bil k cerkvi dozidan. V širino je cerkev merila 7 metrov, na desni strani je bila prizidana zakristija. Do stropa, okrašenega z baročnimi štukaturami in Marijinim monogramom, je cerkveno poslopje merilo dobrih 5 metrov. Pevski kor je bil brez orgel, v osnovi gotsko zasnovan prezbiterij je krasil leseni oltar, stranski pa kamnit baročni. V
prvi svetovni vojni je bila cerkev skoraj izravnana z zemljo, po vojni pa leta 1926 obnovljena z vojno odškodnino. Pri tem je izgubila veliko gotskih prvin. Med vojno, avgusta 1916, je v bližini padel italijanski oficir Mario Giurati, sicer nogometaš iz Milana, ki so mu pozneje svojci postavili spomenik. Cerkev so bogato obdarili, med drugim sliko Kristusa nad strelskim jarkom, ki se je v cerkvi pridružila oltarni podobi svete Katarine. Med drugo svetovno vojno je nemški topovski ogenj leta 1943 poškodoval vrh zvonika in streho. Po vojni se je kromberški župnijski upravitelj pater Atanazij Kocijančič, sicer frančiškan z kapele Kostanjevice, prizadeval, da bi cerkev obnovili. A je ni mogel rešiti pred ideološko nasilnostjo režima. Njegove pritožbe na občinsko oblast v Novi Gorici so bile zaman. Prav tako prošnje za intervencijo Zavoda za spomeniško varstvo v Ljubljani. Nazadnje je neuspešno poskušal rešiti vsaj zvonik kot razgledni stolp. Toda pod pretvezo ogrožanja obiskovalcev planinskega doma Kekec in kvarnega delovanja poškodovane zgradbe na izgled okolice so je na Mali Šmaren leta 1959 razstrelili. In danes še vedno smo tu. Po skoraj 80 letih bo tu zopet sveta maša. Hvala. Zdaj pa je na vrsti legenda o življenju svete Katarine. Prebrala jo bo gospa Nataša Konc-Lorenzuti. Dodala bo še molitev k sveti Katarini, ki jo je napisal Bogdan Vidmar. Torej, to zgodbo je zapisal Bogdan Vidmar, ampak ker je bila iz enega samega spletnega vira in ker je legend o sveti Katarini več, sem jo jaz malo skrajšala, ampak tudi dopolnila z drugimi legendami, ker so različne. Zaključek imajo pa vse enak, da je sveta Katarina mučenica in da je čudežno preživela mučenja razen obglavljanja na koncu. Rodila se je okrog leta 282 v Aleksandriji in leta 306 ali 307 umrla kot mučenica. Izročilo pravi, da je bila iz kraljevske družine, lepa, izobražena, bogata in sprva tudi ošabna. O njenem spreobrnjenju obstaja več zgodb. Ena pravi, da jo je v sanjah obiskala nebeška kraljica z otrokom v naročju, druga pa, da je srečala starega puščavnika, ki jo je poučil o Kristusu. Ni pa dvoma o tem, da je sprejela sveti krst in da je kmalu zatem spravila cesarja Maksencija v zadrego, saj je njegovo ljudstvo odvračala od poganskih žrtvenih obredov in češčenja malikov. Cesar jo je zato ukazal privesti v palačo. Poklical je veliko število modrecev, ki naj bi Katarino s filozofskimi utemeljitvami odvrnili od krščanstva. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. Katarina je s svojimi utemelitvami spreobrnila filozofe. Ti so se dali krstiti, cesar pa jih je za kazen poslal na grmado. Katarini je predlagal celo, naj se z njim poroči, a ga je zavrnila in mu povedala, da je že zavezana Kristusu. Ko cesar zlepa ni mogel ničesar doseči, jo je vrgel v ječo, kjer so jo stradali in mučili, vendar je vse to čudežno preživela. Ko so jo privezali na kolo z ostrimi rezili, naj bi kolo razpadlo. Cesar je nato Katarino obsodil na obglavljanje. Legenda pravi, da je iz njenih žil priteklo mleko, zato je postala zavetnica dojil. Njeno truplo naj bi pozneje pokopali ob vznožju gore Sinaj, kamor so jo prinesli angeli. Na mestu, kjer je pokopana, od 6. stoletja dalje stoji sloviti samostan svete Katarine. Češčenje te mučenice se je začelo kmalu po njeni smrti. Skupaj z Marjeto in Barbaro spada v skupino 3 svetih deklet z vzhoda. K priprošnjikom v stiski jo štejejo od 14. stoletja dalje. Izročilo njenega svetega lika se je odražalo tudi v kmečkih običajih na Slovenskem. Na Katarinin god je bilo konec paše, kmetje so začeli striči ovce, v Istri trgati oljke. Eden največjih podeželskih praznikov je bil Katarinin ples na večer 25. novembra. Tega dne so tudi zadnjič pred adventom še lahko svatovali.
Sveta Katarina je zavetnica devic in zakonskih žena, učiteljev in učencev, teologov in bogoslovcev, filozofov in govornikov ter mnogih obrtnikov, posebno tistih, ki delajo s kolesom, to pa so lončarji, brusilci nožev, strojarji, kolarji, tkalci, mlinarji. Priporočajo se ji proti migreni, proti boleznim jezika, pri iskanju utopljencev in za srečno zadnjo uro. Posvečene so ji univerze in knjižnice. Njen nebeški glas je več kot 1100 let pozneje navdihoval sveto Ivano Orleansko v sodnih procesih. Sveta Katarina je običajno upodobljena s kolesom, z mečem, s krono, s palmovo vejo, knjigo, lilijo, tudi z odsekano glavo. Na Slovenskem je posvečenih 35 cerkva, o njej govorijo številne legende in ljudske pesmi. Katarina je razširjeno in priljubljeno ime, ki ga poznamo tudi v različicah: Katja, Katica, Kati, Katra, Katjuša in Kaja. Izvira iz grške besede katara, kar pomeni čista. Na njeno čast je Vinko Vodopivec napisal mašo, ki jo pojemo v naših cerkvah na praznik Kristusa kralja in njen god. Združeni pevci, župni Goriške in okolice jo bomo zapeli tudi danes. To je pa zdaj molitev, ki jo je pa napisal naš dragi Bogdan, in vanjo nisem čisto nič posegla, zato ker se mi zdi, da iz nje prav zveni njegov glas in tisto, kar on s to molitvijo želi povedati nam. Sveta Katarina Aleksandrijska, tvoje ime pomeni, da si čista. Dišeči nebeški cvet, nasprotniki so hoteli, da bi bila prostitutka. Bodi blagoslovljena zaradi svoje vztrajnosti, nepopustljivosti, modrosti in lepote. Prosimo, izprosi tudi nam pogum za čistost, resnico, pravičnost, nebeško modrost in lepoto. Pogumno si zavrnila češčenje poganskih bogov. Pomagaj nam, da bomo živeli po evangeliju, in izprosi nam inteligenco Svetega Duha, da bomo v svetu, ki je prežet z malikovanjem stvari, vraževerstvom, magijo, spiritizmom in spiritualizmom, izpovedovali vero v Jezusa Kristusa, ki je bil križan, a je vstal od mrtvih in živi. Odsekali so ti glavo, ki ni bila narejena po željah vladarjev. Danes se številni kristjani odrekajo Kristusu in so brezbrižni do krščanske vere. Filozofi so te hoteli spreobrniti v poganstvo, a se je zgodilo ravno obratno. Ob tebi so se spreobračali veliki misleci, ki so prej trdili, da Jezus Kristus, ki je umrl na križu, ne more biti Bog. Odpri nam duhovne oči, da bomo premagovali zmote in zablode našega časa. Ogrevaj nas za Boga, za svetost in večnost. Živimo v času novodobne kuge, ki ni le telesna, ampak tudi duhovna. Dvigni svoj meč, da bomo premagovali moralni nered. Blagoslovi našo domovino. Mlada si umrla nasilne smrti v najlepših letih življenja. Zavetnica mladine, študentov, razsvetli duše mladih in užgi v njih željo po pristni genialnosti in nebeškem veselju. Mučili so te na kolesu, a se je kolo zdrobilo. Zavetnica trpinčenih žena, naj bodo naši odnosi prežeti z medsebojnim spoštovanjem, ljubeznivostjo in dobrohotnostjo. Zavetnica dojil, pomagaj materam, da bodo hranile svoje otroke z nežnostjo in ljubeznijo. Jezus pravi: nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Sveta Katarina, tvoje telo počiva ob vznožju gore Sinaj. Opozarjaj nas na pomembnost življenja po Božji besedi. Hvala ti za tvojo prekipevajočo ljubezen. Hvala. Sledi sveta maša z blagoslovom križa in ikone, ki jo bosta darovala dekan gospod Milan Pregelj in domači župnik iz Kromberka gospod Cvetko Valič. Najvišji vsemogočni Bog, nebes in zemlje Gospoda, ponižnih in skesanih src, prihajamo pred tvojo oltar. Prisega slika najbolji, iz zemlje do nebeških nam. Ne doji bomo
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, Tvoj Sin nas je svojo smrtjo na križu odrešil in spravil s Teboj. Poglej na svoje ljudstvo, ki Ti je postavilo ta križ v znamenje hvaležnosti in zaupanja. Prosimo Te, blagoslovi ga. Da bo po njem blagoslovljen vsak, ki bo pri tem križu molil. Varuj nas, naše kraje, naša polja, travnike in nam pomagaj, da bomo po poti evangelija varno prispeli na cilj svojega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Poveličujemo Te, Gospod, edino Ti si sveti. Iz usmiljenja do nas si poslal na svet svojega Sina, Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih vžge v ljubezni, Božje seme, ki rodi obilo sadove milosti. Tebe torej, Gospod, danes poveličujemo. Z darovi istega duha si obogatil sveto Katarino, v čigar čast smo pripravili to podobo. Naj hodimo po Gospodovih stopinjah in posnemamo zgled svete Katarine, da tako pridemo do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu. Naj z besedo in zgledom oznanjamo evangelij in se ne obotavljamo dati zanj tudi svoje življenje. Naj vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službi Tebi in bratom. Naj izpolnjujemo dolžnosti v človeški družbi, jo prepojimo s Kristusovim duhom in se oziramo kvišku proti nebesom, kjer nas Ti, Oče, sprejemaš v kraljestvo svojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Obudimo kesanje na začetku te svete maše v čast sveti Katarini. Zato je tudi mašni plašči, vidite, so v rdeči barvi, ker je bila mučenka. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus,
Molimo. O Bog, razveseljuješ nas z godom svete Katarine. Pred nami žari njen zgled moči in čistosti. Naj nas podpirajo njene zasluge po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, če bi zaradi pravice tudi trpeli, blagor vam. Njihove grožnje se ne bojte in ne dajte se zbegati, temveč slavite Gospoda Kristusa v svojih srcih, vedno pripravljeni, da boste dali odgovor vsakemu, ki hoče vedeti za razlog vašega upanja. Tako krotko in spoštljivo imejte čisto vest, da bodo tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu, osramočeni v tem, v čemer vas obrekujejo. Kajti bolje je, da trpite za dobra dela, če hoče Božja volja, kakor za huda. To je Božja beseda. Bogu hvala. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, nam je bilo, kot bi sanjali. Tedaj so bila naša usta polna smeha in naš jezik radostnih pesmi. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Tedaj so rekli narodi, velike reči je Gospod zanje storil. Da, velike reči je Gospod za nas storil, razveselili smo se. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Gospod, obrni našo usodo, kakor hudournike v južni deželi. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo med veseljem petjem. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Odidejo in jokajo, seme zasanjajo nesoč. Pridejo z radostjo, nesoč svoje snope. Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: varujte se ljudi, kajti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah. Pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak duh vašega očeta je, ki bo v vas govoril. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina, in otroci bodo vstajali zoper starše, ter jih izročali v smrt. In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena. Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. To je Kristusov evangelij. Ker smo slišali veliko lepega že o sveti Katarini, pa o cerkvi, pa o zgodovini tega kraja, bi samo dve besedi povedal. Glejte, sveta Katarina, Aleksandrijska ali bolje rečeno Sinajska, jaz sem bil dvakrat na njenem grobu, tako da sem molil tudi njej na čast, je zavetnica, veste za koga tudi? Za zdravo pamet, čisto enostavno. In tega smo vsi potrebni. Zato je prav, da se ji res priporočimo in izročimo. In molimo za zdravo pamet tudi drugih ljudi okrog nas, pa tudi tistih, ki so naši, tako rekoč, vladari. Da bi s pametjo ravnali
svoje življenje in tudi kazali dober zgled nam vsem. Sedaj pa prošnje bi prosil. Bratje in sestre, na god svete mučenke Katarine, ki je svojo ljubezen do Kristusa potrdila z junaškim mučeništvom, zaupno prosimo. Naj Cerkev, družba Jezusovih učencev, nikoli ne pozabi, da je rasla iz krvi mučencev. Prosimo te, usliši nas. Naj voditelji držav in narodov spoštujejo duhovne vrednote, za katere so dali mučenci svoje življenje. Prosimo te, usliši nas. Naj trpeči kristjani svoje trpljenje združujejo z Jezusovim trpljenjem in tako sodelujejo pri odrešenju. Prosimo te, usliši nas. Naj ostanejo vsi duhovniki zvesti svojemu poklicu, kakor je sveta mučenka Katarina ostala svojemu učeniku. Prosimo te, usliši nas. Naj se po zgledu tolikih mučencev tudi mi v smrtnem boju z zaupanjem oklepamo Jezusa na križu. Prosimo te, usliši nas. Večni Bog, dobri Oče vseh ljudi, usliši naše prošnje, da bomo kristjani, priče tvoje ljubezni in bomo sedanjemu svetu izpričali moč evangeljskih zapovedi po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Ne sprejme Gospodarite iz tvojih rok, hvala čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Gospod Bog, prinašamo ti darove, da proslavimo sveto Katarino. Naj ti bodo tako dragi, kakor njeno mučeništvo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo. Res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenka Katarina je po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno prepevamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrto znanjamo, Gospod, in Tvoje vstajanje slavimo, dokler ne pride Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, sveto Katarino, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot ena družina se obrnimo k nebeškemu Očetu in zmolimo tako, kakor nas je naučil Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti,
da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Podajmo si roke v znamenje miru in sprave. Mir s teboj. Mir s teboj. Mir s teboj. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da priješ k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
se sam se spokloni. Srcu milost mimo množi, Jezus sonce rajsko ti. Daj enako sočni rožnik, lahko tebi krepeni. Tebi Jezus ljubeznivi, tebi nesrčno ženi. Daj da v zlici zaubrini, nikomaj s teboj živi. Tebi Jezus ljubeznivi, tebi nesrčno ženi. Daj da v zlici zaubrini, nikomaj s teboj živi. Ali svet odrešenika in pastirja zvestega, dali dušo učenika, dali svojega ženina. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvala Jezusu, našemu zveličanju. Molimo. Gospod naš Bog, sveto Katarino si ovenčal med svetniki z dvojno zmago, zmago mučeništva in zmago devištva. Z zakramentom, ki smo ga prejeli, nam pomagaj, da bomo premagali vsako zlobo in dospeli v nebeško slavo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Še kakšna oznanila? Ob zaključku slovesnosti smo dolžni zahvalo Bogu in ljudem, od teh naprej pokojnemu Bogdanu, nato pa še vsem živim, ki ste pomagali, sestankovali, kuhali, pekli, organizirali, prišli, podprli, govorili, peli in izpeljali. Posebno zahvalo po Bogdanovem naročilu izrekamo sodelujočim, ki bodo prejeli prislikavo ikone svete Katarine na platno. Gospodu Marjanu Rovtarju za postavitev križa, župniji Nova Gorica in dekanu gospodu Milanu Preglju, župniji Kromberk in župniku gospodu Cvetku Valiču, ter sosedom svete Katarine gostišču Kekec. Hvala še skavtom, mladincom in odraslim skavtom, pevcom, zavodu 1539 in civilni iniciativi Tebe Bog hvalimo, gibanju Pot, pripravljeni skupini pod vodstvom Antona Hareja, arhitektu Simonu Kerševanu ter tehnikom pod vodstvom Iva Sakside. Skavti vam bodo razdelili spominske podobice. Nato pa ste vsi povabljeni v gostišče Kekec na prijateljsko druženje in okrepčilo.
Verjetno smo vsi malo že ozebli, tako da prejmemo sedaj blagoslov in se gremo malo pogret. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.